Tudi danes, ker recimo gledam te svoje nečake, pa otroke, pa tako naprej, se mi včasih zdi, da se jim premalo pozornosti posveča temu, namreč zdaj so ti telefoni, normalno, pa sami SMS-i in tako naprej, potem pišejo pa v šolske naloge, pa od njih zahtevajo vse, ne. Mislim, da tle bi morali pa majhno pozornosti vendarle jim dati na pravi način. Toliko nam je povedala gospa Milena Zupančič, slovenska igralka. Gospa Tanja, kakšne spomine pa imate vi na svojo prvo pisano besedo? Mislim, da je bila povezana z mojim imenom, ki pa ni preveč komplicirano in je tudi dovolj kratko. Tako da jaz mislim, da večjih težav pri zapisu nisem imela. Najbrž so bile pa ostale besede vezane na mamo in na očeta, kar se jima je sigurno zelo dobro zdelo. Otroška roka je pogosto drobna. Najprej mora usvojiti, kako se pisalo drži, šele potem lahko piše. Je kakšno pravilo, kdaj in kako naj otrok začne pisati? Zdaj v zgodnji dobi je pomembno, tako kot smo že prej omenili, da ima otrok izkušnjo res s debelimi pisali. To se pravi, da lahko razvija 3-točkovni prijem. Na tržišču se dobijo zelo različne barvice, naprimer debele barvice, ki imajo 3 ploskve in s pomočjo katerih lahko otrok naprimer razvija ta 3-točkovni prijem. Drugače pa priporočljivo, da v predšolski dobi otrok uporablja debele voščenke, debele čopiče, ki pustijo nekako debele sledi. Otrok tako razvija sposobnost koordinacije ali povezovanja med očesom in roko. Na ta način tudi razvija vidno sledenje. Pomembno je, da oči nekako ne počnejo nečesa drugega, roka pa nečesa drugega, ampak da so oči in roka pri risanju in kasneje pri pisanju usklajeni. Motorika se razvija od centra telesa proti periferiji in zato je pomembno, da otroku v predšolskem obdobju ponudimo velike formate papirja. Ne prav majhne, taki kot so v zvezkih, ampak res velike formate papirja, ki jih starši lahko zopet prilepijo s selotejpom na mizo ali na tla ali na steno in potem otrok res z velikimi gibi, to se pravi s kroženjem, z risanjem, pentelj, valov, polžkov, prav razvija te spretnosti od rame nekako navzven. Torej, še predno nam začnejo risati po stenah, je potrebno nalepiti različne kose papirja. Tako je, na ta način razvijamo otrokovo ustvarjalnost, ponudimo mu različne oblike papirjev in različne formate, različne debeline. Na ta način je otrok res prisiljen v navednicah dobiti različne izkušnje z različnimi papirji in s samim prostorom. Zdaj, glede meje, ko ste vprašali, kakšna bi bila ta meja, zdaj otroci po večini med 5. in 6. letom res spontano nekako začnejo razvijati te spretnosti pisanja in pa kasneje tudi branja. Tako da takrat, ko starši opazujemo, kdaj je ta meja, otroci po teh aktivnostih nekako sami posegajo. Kako naj otroka starši na pravi način vzpodbujajo, da se bo rad družil z črkami, z besedami? Pomembno je, da ima otrok v predšolskem obdobju veliko izkušenj, naprimer s knjigami. Da mu starši berejo, da otrok sledi njihovemu branju, da naprimer sledi slikicam, ki so v knjigah in da se potem starši tudi pogovorijo o sami vsebini. Gospa Tanja Černe, jaz bi se vam najlepše zahvalila za obisk v studiu. Starši so gotovo našli kaj zanimivega in predvsem kakšen koristen nasvet, kako naj ravnajo, da bodo otroku čim bolje pomagali. Hvala za povabilo. Vsem staršem bi želela, da bi v tem pomembnem, občutljivem obdobju otrokovega razvoja znali prisluhniti otrokovim potrebam, njegovim interesom, da bi bili ob tem nekako vztrajni, potrpežljivi, ljubeči, saj s tem otroku sporočajo, da je za njih res pomemben in pa nenadomestljiv.
Dragi starši, upamo, da smo vam ponudili vsaj nekaj praktičnih napotkov, s katerimi lahko ustvarimo dovolj priložnosti, da bo otrok vadil vse tiste veščine, ki so potrebne, da bo razvil dobro spretnost pisanja. Ne le pisanja črk in besed, ampak tudi zapisovanja svojih misli in sporočil. Tako, sklenili smo naše popotovanje skozi pismenost, ki jo lahko razvijamo v krogu družine. V prvi oddaji smo spoznali, zakaj je za razvoj dobre pismenosti tako pomembno, da ima otrok skrbno oporo v družini, tako rekoč že od rojstva. V drugi oddaji smo razmišljali o tem, zakaj je pripovedovanje pomemben del dobre pismenosti. V tretji oddaji pa smo spoznali pomen predmatematičnih spretnosti in pomembnost prvega srečanja s pravo matematiko. V današnji četrti oddaji smo se za konec posvetili morda najbolj znanemu vidiku pismenosti, zapisovanju oziroma pisanju. Prisluhnimo, kje lahko najdemo še več nasvetov in pomoči, če bi otroku želeli dodatno pomagati. Naši starši predšolskih otrok se zavedajo pomena družinske pismenosti že v predšolskem obdobju in pomagajo otrokom, so aktivni pri spodbujanju otrokovega zanimanja za pisanje. Se pa v praksi kaže, da so starši, ki se pri tem ne čutijo dovolj vešči ali se ne znajdejo dovolj, in za njih bi bilo zelo dobro, če bi imeli možnost v vrtcih, v knjižnicah ali pa v drugih predšolskih ustanovah se pogovoriti s kakšnim strokovnjakom in se seznaniti z metodami dela z predšolskim otrokom. Na podlagi teh izkušenj smo mi oblikovali en program za starše otrok v nižjih razredih osnovne šole, ki se imenuje Beremo in pišemo skupaj. Ta program ima za cilj pomagati staršem, kako delati z otrokom pri domačih nalogah, pri delu za šolo. V zadnjem času delamo na programu Branje za znanje in branje za zabavo, ki je namenjen staršem predšolskih otrok, ravno s tem namenom, da jih spodbudimo ali opogumimo pri njihovem delu z otrokom, ki je povezano z pripravo na pisanje. To pomeni konkretno, da jih učimo, kako brati otroku, kako otroku predstaviti slikanico, kako uporabljati knjižnico in sploh jih seznanjamo z vsemi možnostmi, ki so v našem okolju za spodbujanje branja in za spodbujanje teh predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti. Ob koncu, dragi gledalci in gledalke, se vam zahvaljujemo za vašo pozornost in skrb, ki jo gojite v krogu družine. Z njo otroku omogočate nekaj neprecenljivega. Sproščen in igriv vstop v šolo. Z dobro razvitimi spretnostmi, ki smo vam jih orisali skozi naše oddaje, bo ta njegov veliki korak vesel, sproščen in uspešen. Naj sklenem naše druženje z vodilno mislijo, ki smo jo skozi vse 4 oddaje večkrat ponovili. Jezik je najpomembnejše orodje našega sodelovanja z drugimi. Pri tem je vloga družine kot prvega vzpodbudnega okolja za otroka izrednega pomena.